Dober dan. Dobrodošli vsi skupaj v knjižnici Minke Skaberne na Kotnikovi 32 v Ljubljani. Pozdravljeni vsi prisotni. Pozdravljeni tudi oni, ki nas gledajo preko streama. Vesel sem, da so z nami dijaki Biotehničnega centra Naklo in profesorica Logarjeva, Mojca Logar, da gostimo njihovo razstavo Alpe, Your Alps. Več bo seveda povedala gospa Mojca, pa eden od dijakov, ki je tukaj tudi prisoten, ki je ustvarjal v prvem letniku, zdaj je pa že v četrtem, tako da je to pač dokaz, koliko časa ta razstava potuje in gostuje po Sloveniji in kako je dobro narejena. Bi pa za začetek predal besedo kar gospe Mojci, da malo pove o projektu, potem pa bom prosil predsednika Mateja Žnuderla, da še on pove kako zadevo. Izvolite, Mojca. Ja, lepo pozdravljeni. Prav vesela sem, da smo lahko danes med vami in da imam s seboj tudi dijake. Razstava Your Alps je eden od aktivnosti projekta, ki se ravno tako imenuje. Se je zdaj že zaključil in namen tega projekta je bil povezati mlade v celotnem alpskem loku od Francije do Slovenije, ker se srečujejo z enakimi problemi. Iz alpskega prostora se mladi odseljujejo, ker je življenje v mestu lažje. No, in v tem projektu so sodelovali, tako kot sem povedala, od Francije, Italije, Nemčije, Avstrije do Slovenije, vedno ena inštitucija, ki se ukvarja z ohranjanjem narave in ena šola. In slovenska partnerja sta bila Triglavski narodni park in Biotehniški center Naklo. No, in aktivnosti je bilo veliko. Ena od teh aktivnosti je bila izvedba fotografske delavnice v alpskem prostoru. Tako je fotograf Aleš Zdešar, profesionalni fotograf Triglavskega narodnega parka, izvedel skupaj z našimi dijaki fotografsko delavnico v Trenti in Kranjski Gori. No, in po tej fotografski delavnici so nastale fotografije, ki smo jih razstavili in s tem bi za potrebe projekta mi lahko zaključili. Opravili smo eno nalogo in smo jo uspešno izvedli. Mi pa smo šli naprej. Na naši šoli je en zelo inovativen, uspešen in poseben profesor likovne umetnosti Boris Urh, ki je na osnovi fotografij nagovoril druge dijake, da so izdelali slike, reliefne slike v 3D tehniki. No, in tako je nastala zdaj že dvojna razstava, bi lahko rekli, da vsaka slika je pravzaprav diptih. Dva elementa sta noter, se pravi fotografija in po njej narejena slika. Potem smo pa še v enem drugem projektu vključeni bili, se reče Podvig, uvajanje podjetnosti v gimnazije, pa peljemo te slike pokazati, da je to nekaj zelo lepega. In nam nekdo predlaga, to je pa v 3D tehniki, to je pa lahko tudi za slabovidno in slepo populacijo. No, potem smo pa stopili v sodelovanje z zavodom Iris, se pravi s šolo za slepe in slabovidne v Ljubljani in smo naredili kratke opise slik v brajici. S to razstavo smo pa potem sodelovali v knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki, pa v Planinskem muzeju v Mojstrani je bil del evropske kulturne dediščine, pa v Triglavskem narodnem parku v Bohinju, kjer je bilo na otvoritvi priključeno Društvo slepih in slabovidnih s Primorske. Potem je bila v zavodu Iris, kjer smo videli, da so slike pravzaprav ne samo slike, ampak jih mladi uporabljajo kot didaktično gradivo. No, to pa je povsem preseglo prvotni namen,
da bi dijaki naučili se fotografirati. In danes je med vami. Jaz sem res vesela, da ne vem, neka taka stvar sploh ni imela na začetku namena, da bo služila tudi slepim in slabovidnim, da jo bodo lahko tovrstni dijaki uporabljali, da se bodo učili, kako izgleda alpska pokrajina. In ko nekaj takega uspe ali pa se zgodi, takrat je človek vesel, zadovoljen. Ne? In tako sem res vesela, da je to med vami in upam, da bo šla še naprej. Zdaj bi pa, ker je res posebna stvar, ne, to je med nami dijak Nace, ki je bil takrat v 1. letniku in se je udeležil fotografske delavnice. No, danes je pa 4. letnik. Ne. Nace je športnik, gornik, velik pleza, smuča, kolesar, skratka, fant od fare. No, Nace pa povej, kako je ta delavnica izgledala in kakšne imaš zdaj ti stike s tem mentorjem in tako. Jaz v bistvu, ker sem se prijavil na to delavnico, osebno še nisem fotografiral oziroma se nisem ukvarjal s tem, ampak me je takrat v bistvu precej bolj pa je tudi pritegnila ta zadeva, tako da sem s tem tudi nadaljeval. Še kar se zdaj po 4 letih še kar ukvarjam s tem. Sicer sem tematiko zamenjal in parkrat vmes, v bistvu z mentorji pa v bistvu profesionalno fotograf, da vas popravim, je bil Jošt Gandar. Aleš Dešar je v bistvu zaposlen v Triglavskem narodnem parku. Smo pa tudi zdaj sodelovali za našo projektno nalogo z gospodom Alešom, ki nam je tudi nekaj opreme fotografske posojal, zato da smo lahko uresničili v bistvu naš film. V bistvu me je pa ta delavnica prinesla do kje sem zdaj pa trenutno se ukvarjam z športno fotografijo, kar pa tudi najboljše slovenske športnike, no, sem že delal z njimi, tako da sem precej hvaležen za vse skupaj. No, to je pa lepo, ne? Ja, to je. Evo, zdaj bom pa besedo. Hvala lepa. Dovolite, da še v imenu Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije pozdravim naše goste in avtorje. Hvala za predstavitev tega dela. Mi smo pa zmeraj veseli, ko se kdo spomni, da smo tudi mi tu in da se nam lahko z nekaj truda in angažiranja tudi slikovna gradiva približajo na način, da ga lahko potem tudi sami spremljamo in ocenjujemo. Zelo smo veseli, da imamo danes priložnost odpirati to razstavo. Prepričan sem, da bomo pomagali tudi pri kroženju te razstave po Sloveniji in upam, da pač bo ta naša odprtost do ljudi dobre volje pomagala nas povezovati tudi v širše okolje. Hvala lepa Biotehničnemu centru iz Naklega in upam, da si bo to razstavo prišlo v živo ogledati čim več naših članov. Kaže, da se sproščajo ukrepi, tako da bomo lahko čedalje bolj v živo se srečevali. Hvala lepa in zdaj bo menda še nekaj glasbe, če sem Dušana prav razumel. No, Nace, izvoli, harmonika je tvoja.
Zdaj pa Mirjana, prosim, naša fotografinja, pesnica, glasbenica, a boš najprej pela? Ne bom pa opet prebrala, Okej. pesem iz moje pesniške zbirke in to za ta čas ravno prav, mislim, da Razigrana mladost. Imaš kakšen mikrofon? Aha, ok, hvala. Mladost je kot sapica, ki se dvigne stal. Ko morsko obalo ovije peneči se val, v drobnem pesku vtisu bosih nog brezskrbno rišejo razigranost tistega dne. Sveži kot jutro na belih skalah. Zvezdne noči tkejo niti skrivnostne sladkosti. Zaspani maestral v svojih nedrih čuva še veliko poletnih morskih ugank, da jih bo položil v naročja tistim, ki mladost nosijo vedno s seboj. Tudi ko morje jezno buči, se peni, čez čas spet se smeji. Hvala lepa. Zdaj, ko nas je Nejc tako lepo razigral, jaz bi vas odpeljala malce v Dalmacijo. Krivi ljudi. Kapi sreće s naše sliče, sad se kaji bosa krade. Nema više svitla zrake, nema više kapi snage. Dani dođu, dani prođu, srce pušta na sve strane. Dignu pozdrav, bace psovku, neki bivši dragi name. Umorna sam da se meni sudi, a moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi. I šta je život samo čin, malo ti malo svitla posudi, a moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi. Tko si da mi tvoje priče ovo malo duše cibre, sve umadni i tako te,
naši krivi ljudi. Hvala lepa. Ja. Torej, zdaj otvoritev je končana. Hvala vam, da ste prišli. Zdaj, vi, ko ste nas gledali preko streaminga, boste pač morali si razstavo priti pogledati sem fizično, mi se pa zdaj selimo v galerijske prostore. Hvala še enkrat, pa lep pozdrav do prihodnjič.